skozi nebeška vrata v raj na zemlji. Pravi amfiteater, je tako. Krivi klanac. Bravo. V Zdenkovi jami. Tisni klanac. O, kako fajn, sko. Ena najbolj pestrih, najbolj zanimivih poti na Hrvaškem. O, kakšen lepotac je to. Lepo pozdravljeni v drugem dnevu raja na zemlji, nadaljevanje raziskovanja Velebita. Danes sva pa čist na južnem delu Velebita in sicer na področju Crnopca. Crnopac je najvišji vrh tega južnega dela Velebita, ampak midva na vrh Crnopca ne greva, greva pa po poti Malega Princa. Izhodišče je prelaz Prezid. To je prelaz med Zadrom pa med Gračcem. Ko prijete, recimo, če se peljete z Zadra proti Gračcu, z vrha prelaza najprej greste skozi tunel, potem pridete na vrh prelaza, potem se pa spustite še kakšnih dobrih 500 metrov mehen dol proti Gračcu in zavijete desno na tako slabšo makadamsko cesto in po njej še koliko maja? Še ne 3 kilometre. Tako, ne 3 kilometre in pridete takole na izhodišče, parkirišče. Zdaj pa table za Crnopac, sklonište, Mali Print in Kita Gacešina. Sva pa na 1004 nadmorske. Na 1000 metrih, ja. Evo, zdaj pa pričenjava avanturo. Je pa tale pot Malega Princa vsekakor ena, oziroma mislim, da kar ena najbolj pestrih, najbolj zanimivih poti na Hrvaškem. Seveda poleg kjerih ima, poleg poti. Samarskih sten. Tako, tam so bila samarske stene. Bilena je še čakajo. Ja, bom dal desno zgorej video samarskih sten. So bila lani julija. So bila lani, ja. Zdaj imamo pa področje Crnopca. Tukaj ta pot je res pestra, taka spet po kraškem svetu, seveda. Ogromno enih vrtač, lukenj, jam, naravnih oken, mostov in tako naprej. Tako da pričakujte top video. Po slabih 40 minutah hoje sva prišla prav v bistvu na to pot Malega Princa. Evo, tukaj je zdaj tale, seveda pot Malega Princa je krožna, dolga 2,5 km. In zdaj bomo mi šla po desno stran gor, tukaj po levo stran bomo prišla nazaj. Hod vas skozi takle čudovit zimsko-pomladni gozd. Zelo podobno kot v samarskih stenah. Seveda noter v vrtačah še kar precej snega. Ko pa prideš ven, je pa kopno. Evo, markiran je sicer zelo dobro, zelo lepo, ampak poti pa skoraj da ni. Evo, prav, vidi se, da je to res taka zelo malo prehojena pot. Ampak to je glih za raj na zemlji top. Sva pri prvi zanimivi točki, dvori. Zdaj pa da vidimo, kaj so ti dvori. Evo, no, to je že prva zanimiva točka. Skozi konobo v dvore, skozi naravno okno oziroma naravni most. Evo, takole, super. Noro.
Evo, pa smo v konobi. Ja. Evo, sred konobe. Pa raste buku, zanimiv. V tej konobi je v bistvu kar dvojen naraven oken, ne? Najprej skozi enega, potem je gor odprtina, pa skozi drugega ven. Evo, takole. Super. Evo, takole pa zgleda v konobi. Zdaj sem pa prišel tukaj na vrh. No, evo jo. Imajo v konobi. Evo, takole pa zgleda z vrha. Se pravi, tale oken naraven, tukaj je ta drug, pa vmes tele lukne. Super. Od te konobe naprej se samo obrnemo na drugo stran, pa zagledava še en. Dvorska vrata. Aha, še dvorska vrata. Super. Še naravno okno, še skozi. Skozi še en preduh. Evo, na kupu, koliko znamenitosti. Skozi dvorska vrata. Prišla sva skozi dvorska vrata, ker so pa še niška vrata. Nizka. A, nizka vrata. Aha, nizka. Aha, aha. Je noro. Evo, to je pa ta zanimiv kraški svet. Evo. Super. 3 znamenitosti naenkrat. Od nizkih pa od dvorskih vrat naprej. So pa kar tudi taki lažji plezalni deli. Zdaj smo pa priplezala na en tak skalnat vrh. Evo, in se nam je odprl pogled na Bili Kuk. To je pa najvišji vrh današnje ture po poti Malega princa. Top. O, kakšen lepotac je to. A, Maja, ne? A, tamle je pa vrh. To je pa najvišji vrh tega področja, to je pa veliki Crnopac. A, tamle je pa še videti precej snega. Seveda, tle je severna stran. Tako da na veliki Crnopac ne bova šla. Grejo pa krožno pot Malega princa. Tako da v bistvu vse obkrož tale Bili Kuk. Po 10 minutah sva pa šla spet do naslednje znamenitosti. Zdenkova jama. Takle zanimiv prehod po snegu proti Zdenkovi jami. Evo, to je pa pristop v Zdenkino jamo. Evo, tukaj zgoraj en okenček, pa skozi okno po lojtri navzdol. Top. Evo, takole. Z okno. Še ena lojtra ne čaka. Pa dol na sneg. O, super. Ja, poglejte pogled gor. V Zdenkovi jami, evo, Maja pa prihaja po lojter dol. Se pravi, dvojna lojtra, tamle lojtra, pa še tale. Bravo! V tej Zdenkini jami pa pogledajte, koliko je oken, noro. Tamle sta dva, evo, tukaj je prav lok, obok, most, pa tamle okno v Zdenkovi jami. Prav tako brezno je, v breznu seveda sneg. Evo, nad mano še ena odprtina. Tale lok, zgoraj, upo lepo. Bele skale. Evo, zdaj pa še skozi tole skalo, ki se je nagnila na drugo skalo. Se pravi, spet je nastalo naravno okno. Evo, uf. Wow. Zanimiv. Kakšen labirint je to.
Gore je pa Billy Cook. Wow. Prav amfiteater, ha? Kakšna dvorana. Kakšne stene, vedete to. Oh. Ja, tukaj tudi včasih voda pada. Čisto kar naraven žleb. Je noro, res. Ja, zdaj so pa res v amfiteatru. Tudi zvok je zanimiv. Se odbija. Ja, res. Pravi amfiteater. Je tako. Čist. So se obkrožila tale amfiteater. Zdaj pa nazaj skozi drug izhod. Sprav skozi drugo naravno okno. Nazaj ven. V bistvu ta prvi manjši amfiteater. Ja, takole. Izhod ven. Spet skozi naravno okno. No. Pa smo spet prloj 3. Ja, zdaj pa meham poplezavanja do gor. Slipi klanac. Strmi klanec. Slepi ga. Slepi. Aha. Kakšno usko. Sneg noter. Zanimiv. Ja. Ja, slepi klanec, ja, tako. Slepi rov. Juhu. Po 15 minutah, evo, spet ena skozi en preduh, tisni klanac. Kako fajn usko. Ozek prehod. Pa ven, super. Spet prihajava v eno kotanjo oziroma v eno vrtačo, ki se imenuje Papratnjak. Evo, zdaj naj pa čaka spet en zanimiv prehod. Skozi še en preduh. Evo, kako je zanimiva skala zataknjena. Krivi klanec. Takole izgleda zdaj tale krivi klanac. Ja, spet tak zanimiv prehod skozi apnenčast labirint. Pravo. Evo, naprej pa skozi še eno naravno okno. Aha, to so pa Tonkina vrata. Pa Maja prihaja skozi Tonkina vrata. Evo. Na Gorenjskem imamo pa Tonkino hišo. Ja. Evo. No, zraven Tonkinih vrat pa še Stankina vrata. No, Maja, pejt skozi. Lepa. Ja, res interesantna pot. Noro. Evo, pa zelo podoben, kakor prva znamenitost, v bistvu, spet sta kakor v eni konobi. Evo, spet taka konoba. O, lepo. Stankina vrata. Zdaj pa naprej. Po skali, zajle, navzgor. Zdaj pa na Kičmo. Glejte, tole Kičmo. Kakšen greben. Podoben pa na Malemu Triglavu. Oziroma še kar bolj oster. Super. Koliko je pa teh
vrat oziroma naravnih oken tlele, to pa res ne moreš verjeti. Niti ne vem, skozi kjere že greva zdaj. Jaz rečem, da jih je bilo že blizu 10. Evo, zdaj greva pa skozi nebeška vrata. O, lepa so. Lepo obokana vrata. Skozi nebeška vrata v raj na zemlji. Evo, skozi vrata. Takole izgledajo pa z druge strani. Zdaj gremo v bistvu na razgledni najvišji vrh. Evo, ob poti. Tako brezno. Evo, se vidi, kaj je noter. Mora biti kar globok. Evo, pogledajte, kaj imajo. Zdaj bo pa šla pod tole skalo. Pa tukaj je prišla ven. Evo, evo. Zanimiv pristop, res. Na vrh Belega Kuka. Evo, mislim, da imamo zdaj zelo malo še do vrha. Vrh Belega Kuka. Tole je pa vredno. Bravo. Juhu! Vrh Beli Kuk, 1171 metrov. Evo, razgled pa takole. Tamle je, se pravi, najvišji vrh, Veliki Crnopac, mislim, da je 1402 metra. Tamle se pa odpira proti Velebitu. In pa tale pa zna biti Kita Gacešina, verjetno, tale vrh. Tole proti Liki, pa proti Dalmaciji. Prišla nazaj na izhodišče. Maja, kako se ti zdelo vse skupaj? Je super, fajn. Južni Velebit je zakon. Tako. Ogromno zavid, ogromno naravnih znamenitosti, skrivnih oken, Tako. skal, balvanov, noro. Tako da res je bilo super vikend spet. Tako da tudi Hrvaška ima veliko za ponuditi. Ne samo morja. Tako da tisti, ki greste recimo polet na morje, se splača ustaviti. Ali za kje proti morju, ali pa za nazaj, vseeno. Samo da se ustavite, da ne greste direkt na morje. Da še kaj drugega vidite. Ja. Ker je res blizu morja. Tako da se splača. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Se včlanite v Facebook skupino Raj na zemlji in pogledajte na Instagram Raj na zemlji. Lepo se imejte. Čau. Pa pa!